Obravnavali smo 3 točke, in sicer zaslišanje priče gospoda Metoda Di Battista, nekdanjega člana uprave Darsa, direktorja priprave in izvajanja del, ter zaslišanje priče magistra Janeza Božiča, nekdanjega ministra in nekdanjega predsednika uprave Darsa. Kot priča je bil na zaslišanje vabljen tudi gospod Andrej Kamenšek, nekdanji direktor CM Celje, ki pa se je iz zdravstvenih razlogov opravičil. Vprašanje članov komisije so se nanašala predvsem na tako imenovani zemonski sporazum, s katerim so se slovenska gradbena podjetja vsaj že od leta 1998 dogovarjala za posle in povezovala v kartel. Kot da ima kartel nedovoljena oblika povezovanja podjetij, katerega namen je, da na nezakonit, monopolen način pridobi deleže v poslih, ne da bi se naročnik posla zavedal, da se za posel poteguje s prikritim kartelnim dogovarjanjem. Kot je znano iz medijev, sta po tem sporazumu obstajali tako imenovana velika in mala koalicija. V veliki koaliciji so bili SCT, Primorje, nekdanje gospodarsko-interesno združenje Gradis, skupaj z Gradisom nizke gradnje iz Maribora, ter Kraški zidar. In v mali koaliciji CM Celje, cestno podjetje Maribor, cestno podjetje Novo mesto in cestno podjetje Ljubljana. Veliki koaliciji je pripadal 82% delež, preostanek pa je pripadal mali koaliciji. Obe priči sta trdili, da tega sporazuma ne poznata in da ga nikoli nista videli in da ga ne moreta komentirati, ter da sta o vsem bili obveščeni šele iz medijev. Iz dokumentacije iz leta 2000, s katero razpolagamo v preiskovalni parlamentarni komisiji, pa bi lahko zaključili, da je zemonski sporazum dejansko obstajal in da so se dogajala določena dogovarjanja na tej podlagi. Nadalje smo obravnavali tudi, to je bilo na zaprtem delu seje, tudi dopolnitev dokaznega sklepa, in sicer predlog, da se opravi ogled na terenu, in sicer gradbišče premostitvenega objekta Sajanski potok v občini Ormož na trasi hitre ceste Hajdina-Ormož in pa umestitev v prostor hitre ceste Hajdina-Ormož v občini Markovci. Na ta način naj bi se člani komisije na terenu seznanili z problematiko določenega dela trase avtoceste in umestitve v prostor. Komisija bo nadaljevala z zaslišanjem prič, predvidoma v septembru, katere to bodo, pa se še nismo dogovorili in bo znano, mislim, da prihodnji mesec.